Že poleti je pametno razmišljati, kaj bomo jedli po zimi. Ker so na vrtu zreli paradižniki, bomo nekaj naredili iz njih. Večka niso, ampak jih imamo veliko. Sredi avgusta je čas, da naredimo paradižnikovo mezgo. Primorci temu rečemo šalšo. Jasmina, povej, kaj bo v tej paradižnikovi mezgi? Poleg paradižnika bo tu notri še bučke, melancane, paprike, začimbe, zelišča, pa verjetno še kaj. Oblečeš se v svileno čipkasto oblekico in začneš lupiti česen. Narezala sem papriko in zdaj se grem igrati še naprej. Julija, imaš rad paradižnikovo mezgo? Ja. Nono, zmelje, paprike. Papriko. To bo timsko delo. Zakaj pa to pečemo zunaj? Tukaj je to malo packarije, ne? Prvina strela, šipo. Res? Si zadev? Ne. Pokaž. Ja, kje je pa šipa? Dej, poišči šipo. Boš spustil? Se dela. Potem zmeljemo česen, peteršilj, kaj to že, zelena trava, bazilika. Tole se samo težko melje. Mora biti še pomidor zraven. Medtem ko se paprike že... Paprike se že smalijo. Paprike rabijo malo več. Grem zdaj pogledat, kaj pa Nona dela. Nona, a ti boš pa narezala? Ja, jaz bom narezala paradižnike, da jih bomo pa zmleli in dodali vse sorte. Na. Malo bil to. Daj. Pojem to. To zeleno je treba da dol, ne? To ni v redu. Mora biti čist zrel. A, še ena porcija. A, še, vidiš, se mi zdelo, da je manjka ena. Ta moja. Ta je pa tvoj, Ja. tega pa ti pojej. Sorte. Torej, običajna paradižnikova mezga je sestavljena iz paradižnika. Paradižniki so, ja, konc. Baziliko in bazilika, ne? In Nona, zakaj si se ti odločila, da bi pa še kaj več dodala? Zato, da ko pripravljam po zimi hrano, da ko sem v službi, da je bilo to vse noter že, da ni bilo treba nič posebej dodajati, pa še enega, pa še ene stvari, pa še poper, pa peteršilj, pa ne vem kaj. Vse je bilo noter. Sam to sem segrela, skuhala pašto, dala malo olja in je bilo kosilo narejeno, na hitro. Ne, jaz imam rada tako, da manj časa kuham, kakor jem. In veš, ješ 15 minut, torej mora biti kosilo narejeno v 15 minutah. Če ne je zapravljanje časa, v mojih očeh. Je bilo treba še kaj drugega. Je treba na sprehod, ne smem. In Nono, z Nono koliko naredita kozarcev? Ja, tam do enih 200 kozarcev, unih od 7 deci približno. Mora tole malo vreti, ne dobre pa ure, se tale pena malo razkadi, se malo voda izpari, se fajn prevre in pol vroče kozarce. Enkrat je šel pa en moj, da je šel tako, takole, in pol je šel do semle, do trave, pa se je dvignil do trave in dvignil in pol ustal. Veš, oči? A, tako. Zanimivo. Tako, in dela njego. Visoko odletel. Tako. Zdaj bom pa pokazal, koliko lahko naredim zgibov. A čutiš kaj rake? Ja, zelo. Kje najbolj čutiš?
tlele. A, tukaj. Zdaj pa še mamica, da vidimo mamico. Z nasmehom. Bravo. Ti imaš pa olupljeno figo ješ? Ti je tako bolj všeč? Zakaj pa? Ker mi ulupak ni toliko všeč. A te moti? Zakaj? Ker me tako, ko si tako naredim, me srbi jezik. Ona, zakaj pa noter ne to kuhaš? Kozarce treba se greti, morajo biti vroči. So razkuženi. Ja. Plus s tem se zmanjša verjetnost, da bi počeli, ko jih. Ja, tudi to, ja, ker je vroče polnjenje. Evo, 3 sadeži. 3 pomaranče. Tako se pri nas kuha. To je zato, ker imamo šalšo. Šalša da moč. Sofija, kaj pa piješ? Paradižnikov sok. Je dober? Ja bi tudi. Jaz bi tudi. Kaj je? Odličen sok. Dober, odličen sok. Odličen sok. Odličen. To je pa bratsko deljenje. Jaz tudi. Juli, veš, paradižnikov sok da moč. Da moj sok. Juli, zmagal si? Jaz imam pa nagradno vprašanje. Kaj pa je to vprašanje? Pod katerim drevesom stojim? Zanimivo. In kaj pa je nagrada? Večna slava. Ha, to pa je. Torej, kdor ve odgovor, katero drevo je to, ga naj napiše pod komentar. Kdor pa rabi dodatno pomoč, to drevo namreč že cveti februarja med prvimi drevesi na Primorskem. Evo to oblečen, to pa slečen plot, pa da vidimo, če je kaj not. Je, zvoli. Lehulji. Evo ga. Jasmina pravi, da bojo to čisto vsi vedeli, ne verjamem, ampak vseeno za tiste, ki vejo več in bi radi to pokazali, pa dodatno vprašanje, nagradno, katero drevo je pa to, ali grm.